Letošnja sezona državnega prvenstva v motokrosu se je že začela. Jaz pa imam za vas še zmeraj ene dolgove od lanskega leta. Ne morem verjeti, stari, ker nisem si vzel cajta, da bi to skupaj vrgel in zmontiral, ampak nima veze. Evo, zdaj je ta vlog narejen, tukaj je, pa najbolj, da si kar sami pogledate, kako smo se menili zadnje v Cukrci. Dobro jutro, eno tako zanimivo nedeljsko jutro. Ponovadi ne ostane tako zgodaj v nedeljo, ampak danes se je pa to spačalo. Nahajamo se v dolini pod Kalom na motocross progi, kjer bo potekala zadnja dirka državnega prvenstva. Odločil sem se, da bom malo podokumentiral, malo posnel. Jaz pričakujem zanimivo dogajanje, čevape, pa še. Trenutno pogoji niso glih idealni, kakor vidite je full megle, tako da vidljivost bo danes malo vprašljiva, saj zdaj dopoldan. Napovedana je tudi kakšna ploha, upam, da ne bo preveč hudo. Za vse bo isto, žoga je okrogla in to je tome. Zdaj, v nekaterih kategorijah je že odločen, kdo bo prvak, marsikje še ni, tako da bodo zanimivi boji do zadnjega. Naprimer, v najmočnejši kategoriji bo prvak Peter Rirk, ki pa bo danes tudi odpeljal svojo zadnjo dirko v svoji karieri, saj tak je rekel, a ne, če se ne bo kaj vrnil nazaj, pa premislil. Tako da predvidevam, da bo tudi malo čustveno za marsikoga. Točili bomo kakšne solzice, tako veselja kot žalosti. Life, pa ne. Bo pa danes z nami tudi Jan Pancar, trebanjski vitez na dveh kolesih, ko vozi MX2 razred. Dobro, mislim, se kva naklada. Se bomo šli malo po boksih, pa vam bom vse razkazal, kdo je tle, kako je, kakšno je vzdušje, kako se imamo. Zdaj sem pa že malo lačen, tako da grem na prvo malco. Zdravo! A ja, Tima Gajserja pa žal ne bo, svetovni prvak si valjda zaslužen pošten dopust. Bo pa namest Gajserja danes. Teja. Knok, knok, kak je bilo naprav? Kak, da to pa je drika. Evo, megla je šla, sonček se že dela, tako da mislim, da bo en tak lep dan. Tudi nekaj ljudi je že prišlo, tako da obeta se pravi motokrosistični spektakel. Po opravljenih treningih v zahtevnih pogojih je sonce vendarle posijalo in čas je bil za prve dirke. Na štartno rampo se postavljajo izključno najpogumnejši, kateri gledalcem prikažejo osupljive boje. Je pa motocross po vsej verjetnosti veliko bolj ekipen šport, kakor si mi gledalci včasih predstavljamo. V prvi vrsti moraš zaupati vase, v svoj motor in v osebo, ki ti je motor pripravila na dirko. Tele očeti ali pa trenerji niso glih laufali na pirt, kot se je rekla, ampak so v bistvu laufali na progo, da bi svoje mačke malo usmerjali, pa če jim motor pade, da jih poberijo. V glavnem spodbujati, pomagati. Je pa zdaj potekala slovesnost na ta dolgi mizi pred vsemi navijači. Sprva nisem vedel, zakaj se gre, tudi sam sem prvič priča temu, sem se pa pozanimal in stvar je taka. Včasih je bila tradicija na motocross dirkah, da je vsak voznik dobil svoj nageljček. Tako, simbolično, morda kakšno srečo prinaša pa tako. In kasneje je ta tradicija na žalost izumrla. Za razloge so mi našteli, naprimer, da se je pojavilo čedalje več kategorij, ratala je časovna stiska in organizatorji se enostavno niso več odločili delati take ceremonije. Enako velja tudi za dirke tukaj v Šentvidu pri Stični, ki pa so to tradicijo začeli nekako nazaj prakticirati. In zdaj so v Šentvidu v bistvu nekako edini, ki to počnejo. Tako da, en fun fact. Le ti neki fali... Ja, čopa. Ja? Premalo je dal, pa je kurat. Premalo? Potegne, ja. Zdaj se pa počasi v boksih že zbirajo najboljši dirkači današnjega dne. Če se za dirko MX Open razreda, neki fanto poznam tudi osebno, kaj ne rečem, upam, da boste uživali, pa da boste vsi živi, pa celi prišli v cilj. To je pa najbolj važno. Naj zmaga najboljši!
Najhitrejši po dirki pridejo v boks seveda veseli, spet drugi so razočarani, ampak najbolj važno je to, da ne obupaš, da se spočiješ, umiriš in da se z glavo pripraviš na naslednjo drugo vožnjo. Čeprav ti bi tudi lahko malo danes, veš? Kaj pa? Ja, malo brum, ne? Pismo srček mi nagaja. Zdravstvene težave. Ljubezenske? Ne, niso ljubezenske. Ljubezni sem trden in močen. Tudi na drug stran proge je zanimivo, ta? Je tudi neko drugačno doživetje. Je drugače, ja. Sam jaz se mi zdi, da spadam tja in pa sem malo živčen, ne. Hvala, ja. Moram kaj mrzega spita, veš, da lahko zdržim. Ne, danes bo pa vlog. Kaj imaš to za ena jajca? Honda CRF 110 prehiti Audi kjerkoli, nima veze, Audi kjerkoli. RS, nima veze. Fantiček, tale je bil pa od nekdaj za hefe, poglejte ga, malo je zrastel. Zdaj ima že brke, lej, Brki so, ampak zdaj ni svetloba ta prava, drugače so. Lej, kirta to, stari, Koliko si dal? Tam mislim, da je bil tam okrog 900 €, zato ker mi je posebej še pa senčila mi je. Senčila mi je, tako da je bil malo dražji. Arme slika, te nisem fotogenčen. Evo, pa sem dobil tudi Petra, kaj bo pa midva rekla? Na tale delu vlogu sem kar malo jezen nase, ker nisem imel s sabo mikrofončka, zato bom sam na kratko povzel, o čem sva se s Petrom pogovarjala. Povedal je, da je bil zadnja leta res zaseden. Ob redni službi in poleg svojih treningov je treniral tudi najmlajše, najbolj pa je to občutila njegova punca, kateri je res hvaležen, da mu stoji ob strani. In tako se je zaradi pomanjkanja časa po 20 letih odločil končati svojo dirkaško kariero in to z naslovom državnega prvaka. Še vedno se bo z veseljem kdaj usedel na motor, še naprej pa bo učil mlade, nadobudne voznike prave tehnike in hitrosti na dveh kolesih. Kaj je to? To je za športna prehrana, proteini, dodatki, čisto nova energijska pijača. Od včeraj naprej na sceni. Naš kot krunek in novgat, morate probati. A imate kakšno kodo za popust? Keramika kot smur, pa zdaj malo SP. Zdravje. Ja. Kako je bila dirka? Napeta. Takole mi je delal. Stale pa gledali, pa pile. Dan tule klasični obrok, tlele na dirkah. Nismo me kuhale sicer, pa tule spada zraven in pa si pripravljen na vse. Ampak to je za navijače, ne za voznike, ne? Tako ja. Mislim, po stopničkah. Aha, pa si pa zaslužijo, prej pa ne. Ja, seveda. Dober tek. Pa pol pravš, si se naspal zdaj po prvi vožnji? Čistneč? Folk morine, zvezda je težko biti. Ja. Si se samo sedeš pa voziš, kaj pa je? To sedim pa ga držim. Ja, pa kar zmad. zmad. Zanimiv. Pa krval tam le neki, kaj si pa počel? Ne, to sem pa metuljčke dubo od včeraj. Tulčke od včeraj. Wow. Zdaj pa lahko par posnetkov, da vidimo, kako se to profesionalci zrihtajo, ne? Malo sem se umaknil od dogajanja tlele na downhill progo. Čaka nas še druga vožnja najmočnejše kategorije Miss Open. V prvi vožnji je zmagal Jan Pancer pred Petrom Irtom. V 250 kubični kategoriji pa je zmagal Jaka Peklaj. Do zadnjem krogu je prehitil Gala Hautmana, sledil pa je Gašper Polajžar pa Matevž Robert na 4. mestu. Kako bo pa v drugo vožnjo, bomo pa zdaj le videli. Zdaj dirkači so se že pridno zbrali v čakalni coni, nekateri se tam sproščajo, koncentrirajo in tako naprej. Vlada po čakalni coni sproščeno vzdušje, dirkači se družijo med sabo, ni neke slabe volje in prav lepo je to gledati. Da tak šport kot je motocross v bistvu združuje ljudi. Zdaj v čakalno cono moraš prispeti vsaj 10 minut pred dirko. Da te spustijo noter, rabiš svojo številčnico in pa transponder, katera prejmeš o prijavi in plačilu stopnine za dirko. Zdaj pa bi bilo dobro, da gremo dol, zato ker so šli že na ogrevalni krog. Tako da pojmo si še pogledati zadnji štart danes in pa zadnjo vožnjo Petra Irta v svoji 20-letni karieri. No, veš kaj, 20 let, veš kaj to enega odrekanja. Zadnja dirka državnega prvenstva za sezono 2022 je bila takole za nami in na srečo so jo dirkači odnesli brez večjih poškodb.
Sledila je klasična podelitev, pokali in nagrade so šli v roke najhitrejšim voznikom na današnji dirki v posamečni kategoriji, kasneje pa so razglasili še zmagovalce državnega prvenstva. Na tem mestu bi rad sem še fantom dal kapo dol in čestitev vsem za pogum in za dobro sezono, ker take stvari niso samoumevne. Treba se je zavedati, da te fantje res vozijo s srcem, za ponos. Tle ni gnarja v igri in v Sloveniji pač ne boš prišel do kruha, če postaneš državni prvak. In zato je treba te fante še toliko bolj spoštovati in jim bučno zaploskati. Po dirki sem šel še do Jana, ga pozdravil in mu čestitev za uspešno dirko in sezono. Postal je italijanski državni prvak, v MX2 razredu pa je dosegel odlično 11. mesto. Povedal je, da je zelo zadovoljen sezono 22 in da ga bomo z njegovo ekipo tudi v bodoče videvali na malih televizijskih zaslonih. Izpostavil je pa tudi to, da se je na motor popolnoma navadil, tako da bo tudi v bodoče ostal na KTM. Jan, želim ti uspešno sezono tudi letos. Evo, zdaj lepo boš. Kako si zadovoljen? Ja, danes nisem. Nisi? Tole moram reči, da je highlight dneva, da bomo v mojem vlogu, ja. Da jim še malo reklamce, evo, brez bremz. Luka pa ni bil danes tvoj prijatelj, ni hotel dirkati s tabo. Ja, ni bil, ja. Zdaj prav, da ima vnetje srca. Jaz predvidevam, da so to ljubezenske težave. Ja, eni pravijo ljubezenske, eni pravijo korona, eni pravijo pa... Kdo ve, ne? Kdo ve? Ja, lahko pa je skupek treh, ne? Rad vas ima. Super. Olega, mazulček. Ja, zmagovaje. To mi žalost. Še zrastu ti je danes. A to so pa tvoji sponzorji, ali kaj? Ja, čakam še bar kafe. A ti si pa zmagala, ali kaj? Nočni človek, nočna ptica. Ej, ti sem po ta zadnji idej. Da obrnem mesto. Ja, najlažji, ne? Jaz bi bil tudi tak frajer. Pema, da mi Ej, hvala za nalepko. Ja, čau. Čau. Dober dan in dobrodošli v novem vlogu Marka Lesjaka. Imam res mozultle. Drdeč. Delite nalepke, ker hostja stari, si men pa za sladoled pa ne bo dal. Tisti, ki bi rad vozil, raje kakšna žuga kupite, pa kakšna odbojka igrajte ali pa futbol ali pa kaj tasga, ni vredno. Pa še cenej boba je.